Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevni informativni podcast Večer izjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je ponedeljek, 18. maja 2026, moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Vse je nared za nastanek četrte Janševe vlade. Bili smo na vaji reševanja v primeru množične nesreče v Moškancih. V Velenju en rekord padel, drugi bo naslednje leto. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Poslanci trojčka okoli NSI, demokratov in Resnice so po soglasnih odločitvah vodstev strank odločili, da bodo prispevali podpise pod kandidaturo Janeza Janše za novega predsednika vlade. Prvak SDS bo predvidoma ob koncu tedna nasledil Roberta Goloba na čelu izvršilne veje oblasti, sledi še formalno oblikovanje vlade s 15 ministrov. Stranka Resnica uradno ne bo del koalicije, bo pa prispevala odločilne glasove za nastanek nove vlade, ki utegne začeti delo predvidoma v prvih dneh junija. Oblikovanje nove vlade zaznamujejo številne prelomljene obljube iz predvolilne kampanje. Slovenija se po 4-letnem mandatu levo-sredinske koalicije okoli Gibanja Svoboda vrača v objem SDS, drugovrščene stranke na marčevskih volitvah v državni zbor. Za lažje razumevanje, kaj državo čaka v prihodnjem mandatu pod najbolj desno oblastjo doslej, smo pod drobnogled vzeli sporne politične procese in konflikte, ki so zaznamovali dosedanje vlade pod okriljem SDS. Analiza kaže, da je bila vsaka Janševa vlada v skladu s svetovnimi trendi desnega populizma bolj razdiralna in radikalna. O tem danes v Večeru Matej Grošelj. V Sloveniji množičnih nesreč na srečo ni veliko, a prav zato so vaje, kakršna je bila simulacija letalske nesreče v Moškancih, neprecenljive. Kriki poškodovanih, tuljenje siren, ukazi reševalcev in telefonski klici svojcev ustvarijo kaos, ki ga učbeniki ne morejo pisati. Študenti medicine, reševalci, gasilci, policisti in vojaki so v realistično zastavljeni vaji preverjali znanje, odzive in sodelovanje pod pritiskom. Prav takšne izkušnje učijo, kako teorijo prenesti v prakso in delovati kot ekipa v trenutkih, ko šteje vsaka sekunda, od prve triaže do zadnje usklajene odločitve na terenu. Na terenu sta bila z reševalci in vsemi, ki so bili v akciji, Večerova novinarka Andreja Kotin in fotoreporter Sašo Bizjak. En rekord padel, drugi bo prihodnje leto. Robert Goter je harmoniko igral najdlje na svetu, neprekinjeno več kot 83 ur, od srede zjutraj do sobote zvečer. V soboto sem gledal prenos Roberta Goterja, kako je z zadnjimi močmi igral. Ravno Slovenija, odkot lepote tvoje, je zanodela izpod njegovih prstov, ko je podrl svetovni rekord. Zato sem se tik pred zdajci odločil, da pridem rekord podpreti tudi jaz, je novinarki Rozmari Petek opisal srednješolec David iz okolice Celja. Organizatorji letos še niso ujeli številke, s katero bi podrli kitajski rekord v skupinskem igranju harmonike. Misija zbrati več kot 5282 harmonikarjev ostaja cilj za prihodnje leto. Tudi meni se naskok na svetovni rekord prvo leto ni izšel, naslednje leto bomo izbrali več kot 6000 harmonikarjev, je napovedal Goter. Vsi letošnji harmonikarji, na koncu jih je bilo po uradni statistiki 4066, kar pomeni, da so podrli slovenski in evropski rekord, so avtomatsko prijavljeni na vnovičen poskus, ki bo, zapomnite si datum, 12. junija 2027. To je bil Večer izjutraj 18. maja 2026. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odsteti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih, se beremo in slišimo in ne pozabite, z Večerom razumete bolje.